želimo obvestiti javnost o tem, da ne glede na to, da ta zgodba o neplačevanju prispevkov daleč od tega, da bi bila zaključena, da so bile dane obljube tako strani predsednika vlade kot vseh pristojnih resorskih ministrov, da se do danes ni zgodilo nič, da je ta problem ne samo za Steklarsko Novo, ampak nasplošno v Sloveniji postal nekaj vsakdanjega. Po zadnjih informacijah, ki jih imamo, je ta dolg neplačevanja za pokojninsko blagajno narastel že več kot 300 milijonov. Še pred mesecem in pol je bila ta vsota 120 milijonov. Obenem pa veste, da poteka že druga obravnava predloga novega pokojninskega zakona. Da ljudje, ki so pošteno delali, ki jim je bilo na plačilni listi prikazano, da so prispevki za pokojnino odvedeni, da ti ljudje v nobenem primeru ne morejo in ne smejo nositi nikakršnih posledic, ko odhajajo v pokoj. Smo v imenu delavcev, zdaj že nekdanjih Steklarske Nove, zoper 2 nekdanja direktorja vložili kazensko ovadbo, najprej že lansko leto, ki je bila zavržena. Nato je minister za pravosodje, poznaje pa tudi predsednik vlade, v svojih javnih nastopih označil naše stališče za pravilno. Ministrstvo za pravosodje je v zvezi s tem avgusta letos izdalo tudi mnenje, v katerem pravzaprav povzema naše argumente iz te prve kazenske ovadbe zoper oba direktorja, ki je bila zavržena z obrazložitvijo tožilstva, češ da oba direktorja nista tega dejanja storila za zahtevano obliko krivde, to pa je naklep, ker naj bi davčna uprava Republike Slovenije naknadno dovolila odlog plačila teh neplačanih prispevkov. Pomembno v tem trenutku bo, koliko časa, kdaj je bila podpisan dogovor med davčno in takratnimi člani uprave, to pa iz preprostega razloga, ker pa zakon o stečaju in prisilni poravnavi nalaga, po zakonu, nalaga v primeru nesolventnosti, kakšni postopki sledijo. In če mi ugotovimo, da je bil ta rok, ko je davčna dala naknadno soglasje za odlog plačila prekoračen, potem sledijo neposredne in direktne tožbe zoper uprave zaradi kršitev tega zakona, ker niso bili speljani postopki, kot to narekuje zakon. In to danes povemo prvič. Prvič zaradi tega, ker smo do danes verjeli v sodišče. Žal, jaz osebno lahko rečem, da v temu primeru ne verjamem nobenemu več, ne predsedniku vlade, ne ministru za pravosodje, še manj pa pristojnemu sodišču, ki je 2-krat ignoriralo, se pravi, da se neko tožilstvo vzame pravico in ignorira, bom rekel temu, svojega šefa in pa delodajalca, se pravi državo in pa predsednika vlade, potem vemo, kakšno moč v določenem rejonu lahko nekdo ima preko tega, pa ne bom rekel, da ne bo kdo vlagal kazenskih ovadb proti meni, ampak vsi indici kažejo, da je tukaj vlogo igrala lokalna politika in pa lokalni veljaki, ker so naprej odločali o usodi in pa o stvareh, ki so se na tem področju dogajale. Poudarek danes je, da se
tako kot je bilo povedano, gre prvi ta postopek, ponovni postopek, zahtevali bomo zaslišanje odgovornih oseb, ukolikor pa še tukaj paremo, pa naprej napovedujemo direktne tožbe, ampak to ne samo tožbe proti predsedniku uprave, ampak tudi proti davčni, proti tistmu, ki je to podpisal in ki je vedel, zavestno vedel, da od tega ne bo nič, je pa svoje terjatve pa pač zaščitil preko stečajne mase, se pravi zaščitil sebe, malo mar so jim bili pa delavci in pa samo podjetje. Kot podjetje še danes trdimo, da v primeru, da bi takrat bil uspešen dogovor, bi to podjetje danes uspešno bilo naprej, imeli, tako kot sem že večkrat povedal, imeli so naročila, imeli so del in perspektivo. Ta davčna uprava, ki je dovolila delodajalcu odlog plačila in ni poskrbela, da je to plačilo bilo potem plačano, prispevki pokriti, je ignorantsko izdala odločbe dohodninske na izračunu bruto plače. To se pravi, da moramo plačati dohodnino od denarja, ki ga v resnici nismo dobili. Ko sem dobil ta informativni izračun, sem dal ugovor. Na ta ugovor mi je davčna izdala odločbo brez upoštevanja teh novih številk, se pravi neto plače, ker je bruto nisem dobil, in so mi izdali, da moram plačati dohodnino od bruto plače, od denarja, ki ga nimam. To se pravi, država in ta davčna me dvakrat krade. Zadevo sem tudi predal varuhinji človekovih pravic in je skušala postopek pospešiti na davčni, da bi se to čim prej rešilo, da bi dobil odgovor, do danes še tega odgovora nimam. In vsi delavci, ki so v teh podjetjih, ko se jim ti prispevki niso plačevali, enako so prikrajšani pri dohodnini, ampak verjetno noben ni dal ugovora. In bodo to dohodnino morali plačati tudi za ta denar, ki ga mogoče nikoli ne bojo dobili. S tem, da bodo prikrajšani tudi pri pokojninah in vse ostalo, kot so že predhodniki tudi prej povedali. V imenu nekdanjih zaposlenih delavcev Steklarske Nove povem, da so nekdanji delavci Steklarske Nove zelo razočarani, predvsem zaradi tega, ker so delali v državni družbi, v družbi, ki je lastnik 100% bila država. Razočarani smo predvsem s predsednikom Vlade Republike Slovenije, ki je takrat obljubil, da bo zadevo v zelo kratkem času razreševal, ampak danes je leto pa pol po stečaju in smo tukaj, kjer smo, oziroma ni se naredilo nič. Zaradi javnih izjav predsednika vlade, da noben delavec Steklarske Nove ne bo prikrajšan zaradi neplačenih prispevkov, smo tudi od predsednika iskali, da nam posreduje svojo izjavo v pisni obliki kot dokument, z katerim bo vsak delavec lahko uveljavljal svoje pravice pred pristojnimi inštitucijami in da bo lahko pač prišel do pravic, ki bi izhajale iz trditev, ki predsednik javno daje. Tudi to vam lahko bomo posredovali. To je to pismo, pred mesec dni smo ga poslali, še danes nemamo odgovora. Danes imamo delavce, ki se ne morejo upokojiti zaradi neplačenih prispevkov za beneficirano delovno dobo in kateri imajo nižje odmereno višino pokojnine. Kako lahko potem trdijo, da nismo prikrajšani, delali smo pa v državni družbi? Delavci Steklarske Nove tudi čas prisilne poravnave se delavcem Steklarske Nove, se pravi, delavcem Steklarske Nove se tudi čas prisilne poravnave ne prizna kot 100% plačeni prispevki, ampak kot 20%. In zato imamo tudi sodbo, ki vam bomo tudi dali. To je po mojem mnenju presedan. V prisilni poravnavi delavci niso imeli nobenega vpliva na dogajanja in se niso delavci odločili za prisilno poravnavo. Danes dobimo sodbo, ki govori o tem, da pač v tem času niso tega plačali, danes nam tega ne priznajo. Se pravi, plačali so 20%, tudi to nam priznajo kot 20%. Se pravi, prisilna poravnava je trajala okrog 12 mesecev. V teh 12 mesecev vsak delavec je tudi imel 3 mesece beneficirane delovne dobe in zelo lahko sami izračunate,
kaj se potem tem delavcem prizna oziroma koliko imajo poplačene.